Še enkrat pozdravljeni in najlepša hvala, da podpirate ta čudovit projekt Dobrodelno mreženje. Bi rada vam predstavila gospo Uršo Žorž Požrl. Uršo sem slučajno spoznala na dogodku 500 podjetnic. Živijo, pozdrav sem. Tako, 3 punce smo bile, 3 podjetnice, ki smo začeli ta dogodek, leta 2013. A lahko vprašam, kaj drugače pomaga pridobiti tak pogum, da kar začneš dogodke na takem nivoju organizirati? Po mojem smo bile še zelo naivne, ko bi rekla, nismo vedeli niti, v kaj se spuščamo. Vsaka je imela en svoj oseben pogum, bi rekla, ne, ki smo se ena drugo potem nekako vlekle gor in se spodbujale in bodrile, da smo šle naprej. Začele smo čistko, dajmo nekaj pomagati ženskam, vedele smo iz lastne izkušnje, kaj nam manjka. Dajmo pomagati ženskam, dajmo jih spodbujati, kaj naredimo, naredimo dogodek, kako ga ćemo poimenovati, dajmo 500 podjetnic. To je bilo tako v debatah, in potem v bistvu se je zelo hitro ta številka tudi obrnila, mislim, smo 3. leto že dosegli to številko 500, no, da smo jo uspeli izbrati na en dan toliko podjetnic iz Slovenije in nekaj tudi iz okoliških držav, no, tako da je v bistvu bilo veliko trdega dela, ampak tudi malo sreče in verjele smo in šle pač, brez hudo razmišljati, kaj je levo desno, no, kaj bi nas lahko onemogočilo, ne. A ni bilo straha mogoče na začetku? Ma niti ne, v bistvu mi smo imeli vsaka svojo dejavnost, ne, ni bila to naša primarna dejavnost. Če bi bila primarna, potem je strah zraven, ne. To je bilo pa se pravi, poleg svoje lastnega podjetja, ki smo ga vsaka peljale in svoje poti, smo to še dodali, tako da je bilo to dodatno delo, kjer nekako smo verjele, da bo bilo je pomembno, smo imeli vsaka znanje na svojem področju in smo to super skupaj dali, no, tako, se nismo, nekje smo se tudi prepletali, ampak smo zelo razmejile, kaj katera dela in smo to dobro zadele, no, tako. Ja, tako, začela sem z organizacijo dogodkov, zdaj je to manjšinski del mojega poslovanja, no, tako da samo 1 do 2 poslovni dogodek na leto organiziram. Drugače mentoriram, ne samo na področju organizacije dogodkov, ampak tiste, ki so ali šele začeli svojo pot, ali so se nekje zataknili, ali pač skozi različne pač projekte. In drugače pa predavam, veliko delam z mladimi, osnovna šola, srednja šola in spodbujam podjetnost pri njih skozi delavnice, kako dobiti neko idejo in jo pač toliko razširiti skozi vitki okvir, da lahko fiktivno pridejo na trg. Potem predavam na teme organizacije dogodkov, mreženje, kako drugače nastopiti na trgu, te stvari v glavnem, no. Tanja Majak Borton se ukvarja z marketingom in posebej s vsebinskim marketingom. In s Tanjo sem spoznala na dogodku FAM konferenca. Društvo poslovnih žensk FAM je slovensko združenje podjetnic, delujemo že 30 let. Vsak mesec se srečujemo na mesečnih srečanjih, v društvu nas je kar 140 podjetnic iz vse Slovenije, vseh dejavnosti, tako da lepo je pri nas. Če boste kdaj potrebovali vsebinski marketing, toplo priporočam. Bi tudi predstavila Markota in Marino z podjetja Qlango. Drugače smo imeli intervju, en podcast. Ta človek, ki ga zdaj vidite, pozna osebno sam več kot 18 jezikov. Pri 17 sem se začel učiti francoščino in nekako sem imel ful težave, oziroma ne vem, zakaj mi je francoščina ravno najtežja od vseh. 15 let nazaj sem se učil ruščino, ker sem pač živel, oziroma sem hotel živeti v Ukrajini. In sem se ruščino ful hitro naučil, pač z neko svojo aplikacijo, ki sem si jo sestavil, pač preprosto. Torej si že takrat imel svojo aplikacijo? Ja, ampak to sem si samo tekstovno, v bistvu sem samo mogel pisati odgovore, ampak s tem sem se v bistvu ruščino učil. V bistvu po 3 mesecih sem se že kar dobro znašel v Odesi, v Ukrajini. In potem, ko sem že pač bil poročen, mislim, da sem se spomnil mojo francoščino, da bi se spet lahko učil. In sem šel iskat aplikacije, ki so pač trenutno, mislim, v tistem trenutku bile na voljo. Jaz mislim, da sem več kot 100 probal. Na koncu sem se odločil sicer za eno.
Sem se poučil francoščino s pomočjo nemščine in sem dal celi tečaj skozi Duolingo. Ne iščeš enostavnih poti, ne? Ja, in sem dal celi tečaj skozi od začetka do konca, nekaj pol leta sem se učil, sem si celo tablico novo kupil, da sem lahko že tipko, pa lahko že gledal vse skozi. In na koncu sem gotovil, da se francoščine nisem čisto nič naučil. Edino imam nemščino malo zboljšal. Ker moraš tolikokrat odgovarjati v izvornem jeziku, potem sem se seveda spomnil na to aplikacijo, ki sem jaz imel za ruščino in sem se odločil, da bom tisto aplikacijo predelal v to, da se bi lahko vsi učili katerikoli jezik. Živijo, sem Tanja Ribič. Verjetno ste slišali za japonsko restavraciju Miyabi v Mariboru. Miyabi pomeni elegantnost in prefinjenost, kar želimo prinesti tako v našo hrano, kot tudi v ambient. Kot prva japonska restauracija v Mariboru ponujamo kosila in večerje, dostavo ter catering za različne dogodke. Naša posebnost je avtentičen suši, ki ga pripravlja japonski kuhar Takashi, zato so okusi res pristni. Imamo tudi prijeten prostor za poslovno srečanje in seminarje za do 20 ljudi, ki se nahajajo. Pri nas tudi na voljo apartma za 2 osebe ali za 4 do 6 oseb. Če želite res nekaj posebnega ali več informacij, vas vabimo, da obiščete našo spletno stran miyabi.si. Dobrodošli v Miyabi. Dobro, zdaj pa imamo jezikovno avanturo LMA. Totalno drugačna je, sem slučajno spoznala gospo Esi Sedmak na dogodku 500 podjetnic, drugače vidite, kako smo vsi povezani. Mi smo zelo drugačni, to je zelo neklasičen način učenja. Mislim, da tudi edini v Sloveniji, ki deluje na tak način. Razvil je to metodo Matej Sedmak, poliglot, ki tudi govori 20 različnih jezikov. Šel je tudi okoli sveta, napisal je tudi knjigo, mogoče ga poznate potem. Temelji pa ta metoda na podlagi poliglotov, se pravi, prav poligloti so zasnovali to metodo. Deluje pa na tak način, da si ti v okolju z naravnim govorcem, se pravi, vsak dan se takole pogovarjaš z njim preko Zooma, brez učenja na pamet, brez slovnice, brez aplikacij, brez vsega, ampak samo ta naravni stik s človekom, ki govori ta jezik od rojstva. Tako da, ja, v tem je v bistvu nekako tisti vir naše uspešnosti oziroma učinkovitosti. No. LMA metoda, ki jo je razvil Matej Sedmak, je metoda, ki je najhitrejši možen način, da začneš delovati v tujem jeziku, kar pomeni, da razumeš in si sposoben komunicirati. Pozdravljeni, sem Natalija Lapina, predsednica društva Questamanije. Mednarodna kreativna društva Questamanije se ukvarja s razvojem interaktivnega turizma na področju umetnosti, turizma ter resnične metode preiskovanja. Ustvarjamo in razvijamo formate globoke vključnosti, kjer človek zgodbe ne samo posluša, ampak jo doživi kot film skozi interaktivne igre preiskovanja, imersivne projekte ter podobne formate kot Escape Room. Tak pristop krepi zanimanje za kulturno dediščino, pomaga bolje razumeti zgodovinski kontekst kraja in naredi spoznavanje kulture živo, da si jo človek z lahkoto zapomni. Prepričani smo, da je prihodnost turizma v vključnostnih formatih, ker človek skozi lastno izkušnjo zares začuti, razume in si zapomni. Kaj pa se dogaja z našim zdravjem? Ste brez energije, težko ohranjate koncentracijo, mogoče so se nabrali odvečni kilogrami ali je telo v stresu. Ne potrebujemo hitrih rešitev in tudi ne površinskega pristopa k zdravju. Skozi delavnice, predavanja, skozi retrite vodim jasne procese do spremembe, dolgoročne vitalnosti in dolgoživosti. Pomaga mi napitek iz svežih oljčnih listov, odličen modulator zdravja, čisti celice, zaščiti jih in poskrbi za funkcionalno delovanje telesa.
Z vlasto malo drugače pomeni manj površinskosti, pomeni več razumevanja telesa, pomeni manj bližnjic in več trajnih rezultatov. Če želite narediti odločen korak, pristop do vašega zdravja, pokličite, rezervirajte brezplačen strateški posvet, ker skupaj pogledamo, kateri program je za vas najprimernejši. Z vlasto malo drugače. Že Vlasto dlje časa poznamo, ona pogosto vodi resnično individualni pristop za ljudi in ne krega. Recimo, ko jaz občasno nekaj pristopim kak v meju, pa vedno se bojim, pa sem to pojedla, ona ne krega in meni je to zelo všeč. Danes smo pričakovali tudi gospo Ksenijo Andrejevo. To je zelo lepa lokacija, zelo lep razgled. Tukaj je bila stavba, katero zdaj smo renovirali in v njo imamo restauracijo za 50 oseb, dober ambient, pripravljene sobe za goste. Srednja etaža, tam je, tako rečem, bibliobar. Tam je taka majhna hala za vaje, za trojke, za ženske, za jogo, za plesanje. Dobrodošli, če imate kakšne svoje načrte za organizacijo, retrite, umetne tečaje, katerkoli take kreativne stvari, dobrodošli. Ljudje nimajo radi, če njim probajo kaj prodati, ampak vsi radi kupujejo. Pri kom pa radi kupujejo? Pri tistih, koga vsaj malo poznajo. In s tem se ukvarjam jaz. Posnamem intervjuje, podcaste, osebne zgodbe. In če potencialna stranka gleda ta intervju s podjetnikom in razume, aha, on pa ima isti hobi kot sem jaz ali isto življenjsko zgodbo. In takrat, ko ta stranka bo potrebovala ta uslugo ali blago, katerem se ukvarja ta podjetnik iz mojega intervjuja, bo to naročila točno pri njemu. Kot nekdanja televizijka znam posneti in zmontirati video. Kot psihologinja in strokovnjakinja z odnosov z javnostjo znam zgraditi ta pravo osebno zgodbo, ki bo pripeljala vas do cilja. Če si želimo dobri svet, moramo si začeti s sebe. Hvala lepa vam.